ni več učinkovitega ali hitrega vpogleda v udbovsko gradivo, ker mi potrebujemo pregled tisoče in tisoče strani, da pridemo do ene strani uporabnega materiala, recimo za nek določen predlog, za nek umor, za neko ugrabitev. Ni to, kar veste, to morate ogromno pregledati. Se pravi, zdaj smo bili očitno v situaciji, da je od direktorja odvisno, ali bo stvar odprta ali ne bo odprta. To je bila nemogoča situacija, da je nekdo zlorabil v tem mere ker se je duh zakona, da je popolna odprtost, in je bilo to zlorabljeno leta 2011 in potem rešeno preko Jožeta Dežnika. Potem pa zelo pride to parca Janševe vlade, marca 13, in začne se pospešene pripravljene oblike zakona in zakon je sprejet. In sem še rekel, to je velik korak nazaj. Zakaj? Naprej, prosim. Poglejte, zakon pa zdaj prav. To, kar je, recimo, bom rekel, zlorabil direktor Matič, ali pa naredil to zato, da bi ustavil preiskovanje. Zdaj pa zakon prav, da treba analizirati. Zdaj pa ni več možnosti, da nekdo drug reče, ne, da bomo uporabniki podpisali. In je to zakonska norma. Hkrati so pa rekli, da bomo malo več sebin odprtih. Ker je dobro. Oni so rekli, ker je bilo res napaka, da leta 2006 ni dodano tudi predsedstvo SRS v ta sklop, da se gleda neomejeno. Je 40 let neka doba, v kateri se lahko gleda predsedstvo. To je bilo res izpuščeno. Ne vem, zakaj, ampak to je zdaj noter. Je zdaj širši nabor. Ampak kaj ne pomaga širši nabor? Veste, jaz jem klobaso, pa jo jem, potem pa 2 klobasi. Potem hočem 2 klobasi, pa jaz popravljam, ne, zdaj pa nekdo preštela atome te klobasi, atome, pa bo vodika vrnal, ko pa vse to prešteto, boste vidite, lahko te klobasi uporabljali. Čisto tako je to, veste. Nekdo se je postavil zdaj vmes med tem materialom, mano, ali uporabnikom, ali njim, ali komakoli, in se bo dogajalo, če bo da bo šlo do velikih zastojev. Ker analizacija, kot sem že rekel, pomeni učrnevanje določenih osebnih podatkov. V celi Sloveniji imate sodne spise, ki bo zdaj treba počrnevati. In bo zelo težko za uporabnike, vam povem. Naprej prosim. Zdaj pa, da si predstavljate, to je arhivska škatla ali fascikel. To mi naročamo po škatlah material. Mi imamo nekaj popise osnovne in potem naročamo škatle. In škatla ima tam od 500, lahko malo manj, lahko pa več 700 strani materijala. In poleg tega sem pa rekel, se že v mikrofilmski žepki, pa boste pozneje videli. In zdaj pogledajte, za partijsko in udbovsko gradivo skrbijo 2 arhivisti, 2 za udbovsko. In sedaj, ko mi jaz naročil škatle, 5 škatl, to je prvičen partijsko strani, jaz lahko na dan naročim 5 škatl, on mogel, ko mi je to naročilo, bo en arhivist, ker en arhivist bo eno delo delati, en edini arhivist, namreč vlada ni predvidela €1 dodatnih sredstev za ta zakon. Piše noter, v materiali za državni zbor, zakon ne potrebuje nobenih dodatnih finančnih sredstev. Se pravi, kadrovske, tehnološke, vse postavke postale iste. 4 osnovne področja dela so imeli. Prvi osnovni je bil delo proti notranjim sovražnikom. In kdo je notranji sovražnik? Notranji sovražnik, preprosto povedano, so vsi tisti, ki so kakorkoli nasprotovali partijskemu sistemu. Na takšen ali drugačen način. To je notranji sovražnik in to je bilo preko 50% njegovega dela. Tudi ta dokumentacija proti notranjem sovražniku je najbolj nastradala, to je bila dela na udaru. Tu je skoraj vse šlo, ki kakšna malenkost ostala. Potem drugo področje je bila ekstremna jugoslovanska emigracija, kakorkoli smo se pravi, imamo tisto vojaško emigracijo, ekonomsko emigracijo, pravi ljudi, ki so po drugi svetovni vojni, neposredno po drugi svetovni vojni oziroma kasneje šli za delom v tujino. Teh ljudi je bilo nekaj milijonov, če gledamo celo Jugoslavijo. Tudi v Sloveniji je bilo nekaj 100 000. Vse je to udba imela pod nadzorom, vse to so držali s svojimi operativnimi povezami, vse do leta 50. Tretji področje je bilo pa edino tisto, s čim bi se mogli ukvarjati. To je pa obveščevalna, kontraobveščevalna zaščita države. Ampak tega dela ni bilo niti 10-15%.
tretje področje dela. In četrto področje dela, ki ga več sploh nisem srečal, mogoče ga je Ilke, to je pa bora proti tehnokratizmu in birokratizmu. To je nekje zapisano v nekem notu, jaz sem to 89. leta, ko sem pisal knjigo sam vrtenim, kot področje dela naša, ampak konkretno, kaj se izvajalo, se mi niti sanjene, niti danes, podatkov o tem ni nobenega. Kaj mi bilo vse dovoljeno pri svojem delu? Imeli so seveda pravilnik, metode in sredstva. Ampak dovoljeno jim je bilo preprosto povedano vse. Karkoli so si izmislili, to so na nek način uzakonili ali pa subjektivno odločili na nekem visokem nivoju, to bomo naredili. To pomeni od likvidacije, ugrabitev, zastrupitev, ponarejenih dokazov, karkoli. Vse jim je bilo dovoljeno. Čeprav je tudi Jugoslavija bila v nekem okviru nekih zakonskih predpisov. Ampak, ko je bilo pa neki večji politični partijski interes, se je pa šlo na zakon. In oni so bili ti Don Quixoti oziroma James Bondi, ki so se pač tako dovolili. Jaz bom vam zdaj poskušal na kratko povedati, zelo na kratko šel skozi dva primera. En primer je o tem, kaj zdaj Igor pripravlja knjigo o Stjepanu Crnogorcu in drugi primer je v zadevi Martinović Nikice za vse skupaj. Emigracija v tujini. Jaz bi tudi dal pač primer dveh slovaških emigrantov. Lahko je bilo tudi. Slovenija, nažalost, oziroma nažalost, sreči, dela nas v to kulturni narod. Nismo imeli v zgodovini razen enega primera, da je nekdo skušal z orožjem iz imigracije priti v Slovenijo, da bi Slovenija že en primer samo, če se ne mogem, veš primer. Janez Toplišek. Janez Toplišek, on je kot z orožjem prišel sem, da bo razrušil ta sistem, poenostavljeno povedano. Drugače pa tega Slovenija, razen da so se borili z knjigami, z obilo tujih časopisov, ki smo jih imeli od Italije, Avstrije, Nemčije, preko oceanskih držav, izredno veliko časopisov. Kulturno, na kulturnem nivoju, na političnem nivoju je bila ekstremna imigracija slovenska zelo, zelo močna. Ampak te vojaških knjigov, no pri Hrvaški je to bilo malo drugače. Tam je ta duh vojaštva bil malo bolj prisoten. No, ne predolgo, evo, tudi bom ta primer, ki je kole najbolj položen, iz tistih ostankov dokumentov, kar jih je bilo moč najti pa vse skupaj, je tale zadeva, evo, tole je Stjepan Crnogorac, 7.12.46 rojen v vasi Sovići Gruda na hrvaškem delu Bosne in Hercegovine. Mlad dijak, ki je tudi šolo končal v Zadru oziroma v bližini, srednjo odšel v Prištino služiti vojaški rok in potem se odločil, da gre najprej za teologa v Salzburg, potem se šel v drugo smer, filozofija, sociologija, kakorkoli. En mlad možakar, imel je svoj glasbeni bend, govoril bi 7 tujih jezikov, tam je imel hkrati 2 službe, eno v gledališču, eno v eni galeriji slik. In še tretjo zadevo je, da avtošole prevajajo tekste iz nemškega jezika v jugoslovanske jezike za tiste, ki so tam polagali izpite. Se pravi, zelo je tak blitten tečko, ki pa je nažalost, evo, po tudi slovenski zaslugi postal neznano kje. 72. leta slovensko udbo vodi Silvo Gorenc iz Krškega, do danes živi tam. Do leta 70 je v bistvu bil šef slovenske udbe, potem pa šel v Beograd. Slovensko udbo 72. vodi Boris Mužič, tudi danes živi v Ljubljani, star je 92 let. Marjan Orožen je bil takrat sekretar za notranje zadeve, danes bi rekli minister za notranje zadeve, s tem, da so takrat sekretari za notranje zadeve imeli tudi operativno funkcijo, ne samo politično, kot imajo danes ministri. Evo,
V arhivu Slovenije za tisto leto 1972 najdemo 4 operativne akcije, da ne bi bil predolg okrog te zadeve 72. leta, kaj se je dogajalo. Še prej leto dni poznamo, v Jugoslaviji se pojavi prvi liberalizem, od beograjskih do zagrebških mas pokret, do Kavčičevo obdobje pa vse skupaj. Verjetno je tukaj iskati razloge, zakaj se je Hrvaško revolucionarno bratstvo z glavnim sedežem v Avstraliji pač odločilo, da je verjetno že čas, če pridejo oboroženi v Jugoslavijo, da bojo ta komunizem končno zrušili. In junija, v knjigi sem šel podrobno, mislim pa, da še bo v njegovi knjigi še bolj, junija pride 19 pripadnikov Hrvaškega revolucionarnega bratstva v Slovenijo preko Mute, se odpeljejo v smeri Radoše, Bugojno in tam začnejo to svojo borbo. Moram povedati, že isto noč, 26. se okoli njih zbere 4000 pripadnikov JLA, Trpljalne obrambe, UDBE in policije. Teh 19 fantov straja večini skoraj do zadnjega, skoraj en mesec, dokler da dobijo zadnjega. Vse so nas učili o vsem tem, kar se je dogajalo, da so bili vsi ubiti in da so 4 usodni. Resnica je bila seveda drugačna. Vse skupaj so jih 13 dobili žive, 9 so jih po zaslišanju likvidirali, 4 pa za falso sodili. V knjigi je eno poročilo glavnega štaba JLA, ki točno govori za vsaki dan, ki je bil kdo vlobljen, kakšno je bilo stanje z njim, kaj je bilo zaslišanje in podobno. Ta skupina, preden je prišla v Jugoslavijo, se je zadrževala en čas v Salzburgu. In tam so srečali tudi Stjepana Crnogorca. In z raznimi zvabami to, da so mu dali 100 evrov na mesec, da so mu ponujali, plačevali kosila, pa ne vem kaj, so ga nekako spravili za svoje društvo. No, Stjepan je mesec dni preden se je akcija začela odločil, da se on tej zadevi ne bo pridružil, da bo ostal študirati. Tam najdem en zapisnik, eno pismo, ki ga nekomu piše, da ima konec junija izpit in na dinuri opis načrte, kaj bo tisto leto počel in nam tudi zapiše, da pa za Božič pa komaj čaka, da gre sebi domov v Makarsko. Izognil se je iz njim, ker je že takrat videl, da pač to nima nekega pravega cilja. Tudi drugi kolegi, ki so bili z njim tam, so imeli isto mnenje in je ostal. Zakaj se je kasneje zgodilo tole? Namreč v sami eni od teh škatli najdem tale potni list, navadni jugoslovanski potni list, na ime Golac Marko. Potni list normalen, vidite, 7.12.46, rojen v Brežnici, živel bi na Kranju na Gubčevi ulici 12. Zraven je še bil tale knjižica Sparkasse Salzburg in na njej je bilo pozitivno saldo 30.000 šilingov, lastnik pa je bil Stjepan Crnogorac. Jaz v tistem trenutku nisem vedel, kaj to je Marko Golac, pa zraven Crnogorac Stjepan. Pa sem poklical mojega prijatelja Boža Vukožiča v Zagreb, pa sem nekaj reči, poznaš koga od teh dveh. Rekel, poznam edino Stjepana Crnogorca, ta je zginil 2.7.72. leta iz Salzburga. Se rekel, pošli mi sliko, če imaš, da vidim, zakaj se gre. No, pošli mi sliko in dobim to. Vidite, na eni strani vidite Marko Golac, rojen 7.12.46, na drugi strani pa Stjepan Crnogorac. Ono, to sliko mi je poslal, ker je v bistvu zadnjo slikal. In tako mi je bilo jasno, poklical sem ga nazaj, sem rekel, mislim, da vem, kje je Stjepan Crnogorac. V tistem trenutku se mi je zadeva odprla. Če ne bi podvomil, da je nekaj narobe, bi verjetno šel naprej, ker ne bi zaznal ničesar. Zato so potrebne malenkosti, ki jih razkladate, ker tam je pa res čisto vse prikrito. No, kaj se je zgodilo na hitro? 3.7.72. leta 9 sodelavcev in operativcev UDBE odide v Salzburg.
Bilič, Kovač in Željko vstopijo v njegovo stanovanje, predstavijo se kot avstrijski policisti, mu pravijo, da je obtožen zaradi švercanja droge in da mora z njimi iti na avstrijsko policijo. Tudi so ti Bilič, Kovač in Željko, zdaj za Bilič, gotovo vemo, da je to Franz Frankl, pravi avstrijski policist, ki še danes živi v Avstriji. Kovač in Željko nismo sigurni, ampak prepričal sem, da ne delamo veliko napako, če pravimo, da gre za Pavlin Milana in Medvešček Milana. Namreč ta sta dva, ki sta bila največ povezave v tisti čas in so tudi hodila v Salzburg in tudi v enem dokumentu se je našlo, da sta sodelovala v tej akciji Duet. Duet je pa ugrabitev Stefana Crnogorca. Pavlin Milan je bil šef službe državne varnosti za imigracijo in Medvešček Milan je bil predsednik sindikatov na železnici v Mariboru, sicer pa sodelavec službe. Zraven še 3 sodelavci, spremljevalci, zaščita, Špela, Branka in Boris in še 3 sodelavci, opazovalci. No, to je pa en zdaj redkih dokumentov, ki, ko se je vse to razvedlo in ko sem prišel do teh podatkov, sem v bistvu vedel, kaj zdaj to pomeni. Tukaj pa Boris Mužič piše tovarišu Goren Silvu, da je akcija Pero uspešno izvedena in da naj zdaj pošle 20.000 ameriških dolarjev in pa 70.000 novih din, da se izplača nagrada Biliču, Kovaču, Željku in vsem ostalim operativcem. No, v arhivu Slovenije je ohranjeno potem kar nekaj materijala, ker sem pač videl, da je ta material, kaj je ta material, mi je zelo jasno. Prima, osebna pošta Stefana Crnogorca, razna pisma in pa vse ostalo, ki jih je on pisal s prijateljem v tujini in pa domov. Potem sem našel 3 kasete, posebne za ene posebne diktafone, ki jih je Udba takrat manj 70. leta uporabljala. Zato smo dolgo upali, da je kako zaslišali in govorim, da bomo slišali glas Stefana Crnogorca. In posebej je bilo kvalitetno, oziroma dobro, da je ohranjeno preko 200 strani izjav Stefana Crnogorca. Ko so ga v Ljubljani zasliševali, še dan so ga zasliševali, po noči pa je moral pisati, odgovarjati na vsa vprašanja, ki so mu jih zastavljali. Tonski zapis njegove zasliševanja dolgo nismo mogli poslušati, ker ni bilo diktafona. Potem sem ta diktafon v bistvu našel v Banja Luki in konec januarja smo na generalni policijski postaji v Ljubljani ta tonski zapis poslušali in potrdilo se je, da gre za glas Stefana Crnogorca in to 4.7.72, pravi en dan po ugrabitvi, 3,5 ure zaslišanja. No, ta tonski zapis smo potem 8. februarja Eva Irgil pa Franz Breznik, kjer so odnesli tudi 4 sestram in 2 bratom, ki jih imamo v Makarski, tako da so družina po 42 letih prvič slišala njegov glas. Ni bilo nič kaj prijetnega za povedati, mislim, žalosten dogodek, ki upam, da je po čim manj. No, samo ugrabitev, kako je potekala ugrabitev, imamo srečo, zato ker je Stefan Crnogorec to pred koncem svojega zaslišanja tudi povedal. In tudi napisal v svoji izjavi, pove, kako so vstopili v stanovanje, kako so ga odpeljali v avto, kako so mu pred mejo dali nekaj za spit in da se v bistvu zgodil pred samo mejo. Pisal je to, iz same predstave se vidi, da je v tistem trenutku bil na nek način vesel, ker je skušal s tem povedati, kje so udbaši naredili napako in kje jih je že ugotovil, da so to oni. Vemo na osnovu zapiskov v njegovem zaslišanju, da je zadnji dan zaslišanja bil 14.7. 3.7. ga ugrabil, 14.7. je zadnji dan zaslišanja, to so te vse skupaj. V tistem področju takrat v Ljubljani, Jesenicah in tam okolje je bilo zaposlenih 27 pripadnikov službe državne varnosti, ki bi lahko vedeli, da je sodeloval. No,
Če grem zelo hitro naprej, zdaj smo v tem času tudi do nekih novih podatkov. Leta 1968 je UDBA po teh podatkih, ki so zagotovo izvršila likvidacijo Mile Rukavine. To je bil urednik časopisa Hrvaška svoboda. Zraven je bil tudi odgovorni glavni urednik Kreško Bertol in pa Vit Marčič, ki je slučajno prišel v uredništvo. V zapiski so, da je trikrat to poskušal narediti. Prvič, ko je bilo vse pripravljeno, je prišlo 11 črticov UDBE. Akcija pa je bila v zadnjem trenutku preklicana na zahtevo takratnega šefa slovenske UDBE Silva Gorenca. Spet govorimo o Silvu Gorencu. Zakaj je bila preklicana, jaz ne vem, ker težko iz tega dokumenta, ampak akcija je bila preklicana. Ponovno je izvedena oktobra 1968, ampak ni uspela. Uspela je pa 26. oktobra tretjič. Vsi tri so bili postreljeni z orožjem. Policija nemška je ob pol treh popoldne našli vse tri mrtve. No, leto dni kasneje zastrupijo tudi družino Ante Vukića. Vlogo v prvi zadevi in drugo zadevi ima največjo tukaj sodelavec Hanzi, Dorič Milan. Po poročilu, ki je napisano, on pripravi načrt za Rukavino in za Ante Vukića. Najte prvo Ante Vukića, da ga poskušajo ugrabiti. Ravno piše, je bila z njegovim sodelovanjem programirana ugrabitev Vukića, se pravi ugrabitev Vukićeva in sodelavčevega stanovanja. Poznal je svojo nalogo in več članov ekipe. V ekipo so prišli Arti, Miro, to so sodelavci, Tratnik, govorimo o Tratnik Tonetu, ki je bil takrat načelnik UDBE za Maribor. Akcija ni bila razdeljena, ker Vukić ni prišel na stanovanje, takrat so se tako dogovorili. Še enkrat so poskušali, oktobra pa naredijo nov program, isto z pomočjo sodelavca in se odločili, da bojo Ante Vukića tudi zastrupili. To se zgodi 22. oktobra 1969. leta. V avto mu postavijo posebni strup, na katerega bi se vsedel Vukić in pri dotiku s telesom bi prišlo do razlitja tega strupa. Takrat se v avto sedajo tudi Vukićeva soproga, 8-letni sin in pa prijateljica njegove žene. Vukić je zelo hitro reagiral. Odprl vrata in ostali pa so še niso sedli v avto, tako da so v bistvu ostali vsi ven, zunaj. Ampak vse skupaj je vseeno pobralo, padli so, izgubili so zavest. Tako da po dvomesečnem zdravljenju v bolnici so prišli k sebi. Strup je pregledala CIA v Nemčiji in so ugotovili, da je poreklom iz Rusije, ki pa je takrat že bil dostavljen Čehoslovaški in pa takratni Jugoslaviji. Za te dve zadnje zadeve izvem iz posebnega dosjeja, ki je, hvala Bogu pravim, Bogu hvala, ohranjen v arhivu Slovenije. To je dosje o Dorič Milanu Hanziju, ki pa še dan danes živi v Nemčiji. Nekateri mediji Slovenije ga na zadnji čas veliko branijo kot veliko žrtev, ampak tukaj ste prebrali, da je planirana ugrabitev in prav te besede. No, če se vrne malo leto 1972, veste, ko se zadeva konča, je treba ljudi, kako bi rekel, nagraditi, zato predlagajo tudi red bratstva in enotnosti z zlatnim vencem za Mužič Borisa, človeka, ki je vodil ugrabitev Stjepana Sonogorca 72. leta. Kaj se z Stjepanom Sonogorcem 72. leta zgodi, ne vem. 14. maja se mu zgodi sled. Poskušal sam na velik način, poskušal še sedaj Igor, da najdemo neke rezultate, da končno najdemo. Pripravil se en kazensko vadbo, kot veste, in v Avstriji, in v Sloveniji, da razčistimo. V tiste trenutku sem se obrnil celo do Milana Kučana, ki je bil takrat sekretar Zveze komunistov, sekretar CK Zveze komunistov Slovenije. V prepričanju, da on ima telefon v roke, da je še vedno bil trikratni predsednik, da mi lahko pomaga, pokliče Gorenca, pa reče, daj Gorenca, daj pokliči, kaj se je takrat zgodilo. Ampak žal, Milan Kučan je šel na nasprotno stran in namesto, da je pomagal, vse skupaj zanika in zdaj išče
vejice, pa dopise, ali je kriv, ali ni kriv. No, Milan Koloman Kučan, življenje pisal o tem, ne vem, imate danes v demokraciji, vse skupaj. To je pa ena informacija, ki je napisana 11. julija, vse skupaj. V tej informaciji, ki je bila popolna v te začetne strani, pa do konca 34 stran, ki se je dal vse skupaj, potem pride Milan Kučan na sejo, pa reče, da ta dokument ni popoln. Je res, da ni bil popoln. Oziroma, dokument podašnji je popolno, od začetka do konca. Jaz nisem vložil spremnega pisma. Če se spremno pismo je tisto, pošiljamo vam dokument ta in ta, ne? Ampak to spremno pismo je naslovljeno na nekoga. Ne? Veste, če je bila to zvezdna informacija, to pomeni, da je nastalo 8 spremnih pism za 6 republik, pa za 2 pokrajine. Ne? Ampak sam dokument je pa vse skupaj. Ampak ne glede na vse. Onda jaz to nisem sprejel, jaz nisem kriv. No, danes, ko sem bil spet v arhivu, vidim, da je že 28. 6. še se pravi, že 2-3 dni prej, pa sprejel kot član sekretarijata dopis, pa kot 3. tako da mu te dopise zdaj poslal, da mu enkrat. Ampak meni to osebno ni pomembno. Človek je takrat, prej smo govorili, da je CK, centralni komitet Zveze komunistov, bil tisti, ki je nadzoroval klub. 13. julija, en dan preden je umrl, je bila seja centralnega komiteja Zveze komunistov Slovenije, kateri je sodeloval Milan Kučan. V tej seji je bila edina točka delovanja hrvaške imigracije. On danes lahko govori karkoli hoče, pokaže kakršnekoli magnetograme, jaz pa ne verjamem. Sigurno na nek način je CK vedel za to, da je noter. In tudi njegovo stališče sedaj, da to kovo zanika, mi ravno to pravi. Ker če bi res, da on takrat ni vedel, bi se zdaj potrudil, pa zadevo probal rešiti in se na ta način izkazal, da takrat ni nič slavega mislil. No, to je ta Stjepan Crnogorac. Da bi pa še samo na kratko, zelo, da ne bomo predolgi danes tukaj, glede na to, da je bolj ne iz naših krajev tukaj Janez Zemljarič, rojen je v Ptuju, 30. leta, med drugo svetovno vojno odide v Graz, tam je bil v gimnaziji in tam je bil skoraj več čas pripadnik Hitlerjugenda. Napiše potem sicer v svoji izjavi, da pa ni v Hitlerjugendu imel nobene posebne funkcije. Nikica Matinović je bil poročnik Hrvaške domobranske vojske, ki se 65. leta umika na Libet. K sreči ni bil vrnjen nazaj z vsemi ostalimi, nekaj, ki jih danes iskali tukaj v teh 600 grobišč, ki jih imamo po Sloveniji. Ostal je v Celovcu, prvo si vrt Svete in zelenjavo in v samega začetka se vključil en posebno društvo, ki se imenovalo Častni Pliberški vod, ki je imel osnovno nalogo od samega začetka, da vsako leto na 15. maj, ko so bili ti ljudje vrnjeni, oziroma na 1. november, naredijo komemoracijo na to srečanje. In to so delali in še delajo dan danes. Častni Pliberški vod še dan danes obstaja in vsako leto 15. maja imajo to prireditev. 75. leta je Nikica Matinović bil predsednik tega društva, častni predsednik tega društva. Bijejo ga ob 18. uri zvečer, to je avstrijska policija poslikala. Seveda UDBA ta častni Pliberški vod non-stop nadzoruje. Od ustanovitve pa do konca 90. leta, verjetno še malo po 90. leta, ker se niso ustavili. V sami dosjeju, ki je dokaj dobro ohranjen, moram povedati, se vidi, da imajo dnevni nadzor Nikice Matinović od decembra 1974 pa do samega februarja 1975, se pravi do samega umora, dnevno so delavci Žan, Vilič, Igor, Jagoda in Borje poročajo. No, v knjigi imam tudi prava imena vseh teh sodelavcev. 74. leta, konec leta, naredijo program dela za vsako akcijo, ko so imeli, UDBA je imela 150 akcij in za vsakega decembra je bil sprejet plan dela za to akcijo posamezno. In za to akcijo Pliberški vod je določeno, da se pripravi ukrepov za paralizacijo njihove dejavnosti, paralizacijo. Sama beseda v bistvu je skoraj vedno pomenila, da je treba
šefa, podšefa nekoga odstraniti, da pač se paralizira enota, skupina pa ne more delovati. Obstaja tudi pasivizacija, osamitev. Za 75 let, to je naprimer odredil za operativno akcijo Jambor, to je bilo pa za Borisa Pahorja. In mu dodelil 13 sodelavcev, da ga morajo spremljati vso njegovo dejavnost, kulturno, politično bremza, tako da bi bil čim bolj osamljen. To je bila pa pasivizacija. Da so takrat to zamenjali, Boris Pahor danes ne bi imel 101-102 leti. No, potem kažem neki dokument, katerega on dobri, neko akcijo, da se izvede akcija in se spet določi ta Hans Zidorič, ki lahko utemeljeno govori o tem, da gre ravno za ta umor. Utemeljeno se sumi, pravi, se določi in zatem se Janez Zemljevič strinja, da se akcija izvede, da se uporabi ta Milan Dorič Hanzi. No, tole je Milan Dorič Hanzi. Tole so taka potrdila, ki so na to spisal v tem denarju. To so, da je na primer 30. julija 75 sprejel 3400 šilingov. 3.8. 4 dni prej, kasneje 3700 šilingov in 800 temi. To vse skupaj podpiše. To so bila na primer dva dokumenta, ko sem jaz dal televiziji, naj Hanzijo pokažejo, ko je bila tista oddaja Tača. Pa je televizija pokazala mene, ne bo to, Dorič imel več tajnikov, tudi je imena sodelavcev večkrat menjena, to zato se ne bi razkril. Jaz tukaj nimam vse napisane, da to je bil Milan, pa Hanzi, pa Flora. Po Flori je bil Pogan, nekaj se je govoril. No, potem je po leto 90 pa še Sivi, pa Beli Vjaka. To je pa delo za našo sobo. Kaj je delo za našo sobo, nimam pojma. Hanzi, tam nekje leta 90, mi je 75, to je njegova slika, leta 1975. Policija napiše, ker je neka punčka, ki je bila prisotna pri tem umoru oziroma vidla, je ocenila, da je prišel nek mladenič, tam mlajši 20-22 let star, z dolgimi lasmi. Ampak policija v zapisnik napiše, da verjetno ne gre za mladeniča, pa da gre bolj za odraslo osebo, ki je imel lasuzi na sebi. Tako da, vprašanje, kaj je res. Mislim, to zdaj raziskuje policija, v Salzburgu bomo videli, kaj je res. Sodelavec Hanzijo v času svojega častnega dela za Udbo, od Udbe spremlja 17 pištol. Tukaj imate zdaj vse, samo v času tega Zemljariča dobi 4 pištole, 75-76 leta, točne številke, pa vse, to so vse te pištole. Zanimiv je tale revers iz leta 68, ko dobi 3. Zakaj jih dobi 3? Ker Udba, ko je šla v tujino, sami operativci nikoli niso oroženi, jaz mislim, so zapopredno smeli druge potne misle. No, že takrat pa so vedeli, da je Hanzi tudi sodelavec avstrijske obveščevalne službe pod imenom Fischer, ker so ga imeli za dvojnega. Zato so njemu dali orožje, da je on nesel, pa je pa na drugi strani spet predal Udbo, da so lahko izvajali akcije. In s temi orožjem je verjetno podatom šlo, da je šlo za umor Torija, pa Rukavija. Seveda, na hitro še, imel je več potnih listov, več imen. Evo, Milan Zornik, vidim en dokument, na kateri Hanzi v kreditni banki Zavarovalnice v Ljubljani so mu odprli transakcijski račun za dinarska sredstva, kam so mu nakazali. 71. leta Mazni Živojen Kaznič, noter najden pregled, specialni pregled v kliničnem centru, če je zdravo in podobno. Namreč on se je začel, takrat, ko so zastrupili Ante Vukića, je začel govoriti, da mu je zelo slabo, pa ne vem kaj, in ko so ga pripeljali v klinični center, da gotovijo, da ni slučajno on, ko je pripravil tisti strup, da njemu kaj ostalo, kako je tam zapisano potem. Seveda, Milan Dorič kot Kos Emil, vidite, tole je potni list, Kos Emil, 1.8.30, Maribor, Titova cesta 25, seveda mu izdajo tudi osebno izkaznico, če ste pozorni na datum 23.12.86, že koliko ne, Jugoslavija razpada. Seveda dobi tudi vozniško dovoljenje na Kos Emil.
Seveda oba skupaj nista imela izobrazbe za eno poklicno šolo, zato jim iz Gostinske šole Maribor na ime Kosimira Udva izda potrdilo, uredi, da šola izda potrdilo, da ima končano to šolo, da lahko dobi dovoljenje, da odprejo gostilno v Nemčiji. Evo, da ne bom predolgi, to je za nakratek kratko. To pomeni, iz teh ustankov papirjev se dajo zadeve povedati. Dajo se zato, na eni strani imamo dokumente, na drugi strani imamo še vedno žive priče, ki pričajo o dogodkih in potem povemo o dogodkih, kako se je odvijal, z dokumenti lahko povežemo in prihajamo do resnice. Danes je v Nemčiji odprtih 22 primerov umorov, za katere je odgovorna jugoslovanska Udva. Od teh, kar sem zdaj povedal, vidite, da je Udva odgovorna vsaj za 10 umorov v Nemčiji, večino teh 3 ima Gorenc, pa tudi poskus umora Bukičih so 4, to se pravi 7, in zato je tudi uvaden tam in tam, ki je začela preiskava zoper njega. Isto imamo v Avstriji, Martinović Nikić, mislim, da je že tam zadeva v zelo veliki fazi. Po drugi strani pa poteka preiskava tudi v Sloveniji. 20 dni nazaj je tudi tožilstvo dalo uradno obvestilo, da je Janez Zemljarič v predkazenskem postopku. Pomeni že tožilstvo, to povedati, ne policija, tožilstvo, kar za Slovenijo pomeni izredno veliko. Redko, kdaj se to zgodi. Zato mislim, da odprtost arhivov danes je zelo pomembno, da zvemo resnico. Mi, nažalost, za dogodke po vojni 45-46 leta, za vseh teh 600 grobišč, ki jih imamo okoli, nismo uspeli niti enega prepeljati. Najbližji smo mogoče bili pri Grošelju v Ptuju, ampak tam je tožilstvo ni dalo navod, da se grobišče odpre. Za Hudo jamo smo imeli kako je moje ime, Hudo jame, komandanta prvega bataljonja, ki je Edmund Žižmont, ki je živel v Novi Gorici do 8.12.2011. Hudo jama se odprla 9. V 2 letih ni policija naša dolgo moči, da bi šla komandanta, ki je bil odgovoren za umor, vprašati, kako je. Za Ribičiča se je 2-krat poskušala. In bojim se, da za dogodke neposredno po vojni ne bo odgovornega, niče ne bo odgovarjal. Sem pa pripričan, da za nadaljevanje teh umorov, ki so jih izvajali, za zaščito interesov takrat vodilne partije, pa nekdo bo. Če ne, s pomočjo naših sodstva, pa verjetno s kakšnimi